Treba je vse probati, treba je pač živeti vsak dan, ko da je tvoj zadnji. Če se prav tako sladno sliši to meni, ampak je dansko res nikoli ne veš, kaj te čaka naslednji dan. Si kdaj pomislila, da je nek dan zadnji? Ja, večkrat. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo v Večeru za vikend, to je daljša različica večerovega dnevnega podcasta Večerje zjutraj. Tukaj smo bolj sproščeni, zato ker tudi te podcaste radi poslušate. Vabljeni, da se naročite na Večerje zjutraj na Spotify, YouTube podcast, na Apple podcast in da nam pišete, kdo naj bodo naši gostje, katere teme naj obdelamo, o čem naj govorimo. Tokratno temo sem izbral sam in vesel sem, da je v naš studio prišla Corina Korper. Zdravo. Zdravo, hvala za povabilo. Vesel sem res, da si tukaj. Predstavljal sem si te tako nasmejano, že tako, ko si mi odpisala. Se lahko tikama, ne? Lahko seveda. Tudi to je bila ena Prosim. prvih zadev. Pa še nekaj skupnih poznanstev imamo, ne? Tako da, ja, res hvala, da si prišla. In najprej tisti, ki nas gledate v Večeru za vikend, boste verjetno opazili takoj zlato pentljico. Prosim, pojasni, kaj predstavlja oziroma zakaj jo nosiš. V bistvu je zlata pentljica mednarodni znak otroškega raka. Vsak rak ima v bistvu neko svojo barvo in otroški rak je zlata barva. Zaradi tega jo tudi ponosno nosim. Ja. Največ se jo pa nosi septembra, ko je mesec ozaveščanja o otroškem raku. Ok, septembra, zdaj smo novembra, zdaj opozarjamo na moške oblike raka oziroma tiste, ki so pogostejše pri moških. Pred dnevi sem poslušal en zanimiv podcast tudi na to temo. Zdaj bomo mogoče načela malo temu, ki marsikoga se dotakne, ga prizadene. Inštitut Zlata pentljica se ukvarja torej z ozaveščanjem o otroškem raku. Kakšna je tvoja vloga v tem inštitutu? Jaz sem poslovna sekretarka v bistvu. Malo sem deklica za vse, tako da od socialnih omrežij do odpisovanja na maile, delanje grafik, letakov, za vse. Zdaj sem jaz malo. Mislim, sem imam veliko ekipo za sabo, ampak tak, ful je razgibano delo, tako da mi je ful fajno. Istočasno sem tudi dosti v kontaktu z otroci, ki prihajajo za nami, na žalost. Tako da res vsega pomalam in mi je to res je fajn tako razgibano delo. No. Kdaj si se srečala z inštitutom Zlata pentljica? V bistvu se je na nek način začelo že, ko sem jaz zbolela oziroma ko sem ozdravila. Sem že želela javno govoriti o svoji bolezni oziroma o svoji zgodbi, zato ker se mi je zdel rak pri otrocih res tabu tema. V bistvu to si ljudi sploh ni vedelo, da rak obstaja tudi pri otrocih. In sem takrat želela začeti javno govoriti o tem in se je potem nekako iz tega, iz več otrok, ki so tudi želeli javno govoriti o tem, razvila ta zgodba skupaj z Valerijo Čarman in Ivetom Čarmanom. Ok, torej lahko rečemo, da si nekako začetnica tega gibanja? Ja, v bistvu smo vsi skupaj enotno tu začeli govoriti o tem in se je to malo glas razširil in se je potem nastal inštitut, ja. Ok, inštitut, ki se trudi ozaveščati, koliko je zdaj, nekaj let potem, ko deluje, več znanja, ali pa pač v bistvu, ja, ljudje bolj vejo za otroški rak, se znajo bolj soočati. Ja, definitivno bolj. Se mi zdi kar razlika, če gledam 3 leta nazaj ali pa danes, pač se mi zdi res velika razlika, no. Ja, definitivno. Ok. Takrat v obdobju, ko si zbolela ti, torej pred 7-8 leti. 7, ja. Se sem prav zračunal. Ja, si. Kdo je takrat, recimo, tebi pomagal z ozaveščanjem, ali je to bilo vse v bistvu na tebi in na tvoji družini, na tvojem bratu, tvoji mami? Kar se tiče samega ozaveščanja o tem, sem pač tako, mislim, malo je drugače, če ti jaz povem, ali pa če ti povem moja mama, ne. Malo je drugače. Tako da sem vseeno bila bolj jaz v ospredju tega, da sem začela to gibanje. Ostali so me pač tako bolj podprli samo pri tem. Ok. Da. Gremo na trenutek, s katerim ponavadi začnejo predstavniki medijev Ja. te
pač te pogovore s tabo. Torej 7 let nazaj, ko si ti izvedela za diagnozo, za leukemijo, si šla googlat, kaj se dogaja, si že vedela v bistvu, kaj se dogaja? Če bi to bilo zdaj, bi verjetno šla googlat, oziroma vprašala, če je GPT, ne. Okay. Ja, ampak mislim, včasih celo rečejo, da bolje ne Boljše googlat. ne, ja. Kaj si takrat vedela, kako si se v bistvu V bistvu soočila? nisem vedela čist nič, no. Mhm. Mislim, vedela sem, za leukemijo sem že slišala, pa samo ne vem, kaj točno je to. Nekaj z rakom veze, tako malo pač pri 16 letih glih ne razmišljaš o tem, ampak razmišljaš, kam bo šel v petek ven, ne. Prej kot pa nekaj takega. Pol pa sem razmišljala o tem, v bistvu, da bom parkrat na kemoterapijah, pa bo pač okej, tako v tistem res danem momentu, ko sem izvedela za diagnozo. Pol pa pač sem videla, da se mami joče, pa tako, pa sem okej, to je pa nekaj zdaj mogoče malo večjega, kot pa samo, da bom tu na kemoterapijah ležala. Pa ves ta čas, v času preiskav sem ležala na hemato-onkološkem oddelku, pa se sploh zavedala nisem. Ne vem, nisem se zavedala, da so otroci brez las raven mene, recimo, pač jaz mislila, da so me samo dali na en oddelek, ni mi kapnilo, pač res ne. Mami pa je že od začetka nekako vedela, no. Ampak sem tudi pri sebi raka povezovala malo z smrtjo na začetku, zaradi zgodbe atija, ki mi je pač umrl, ko sem bila stara 9 let zaradi raka. Tako da sem malo se mogla spopasti sama s sabo, da ne bo to, rak ne pomeni ravno smrti, no. Kdo ti je to povedal? Kdo so bile osebe, ki so se ti vlile to zavedanje? Za diagnozo? Ne, za to, da rak ni nujno smrt. Onkologi v bistvu, tam ja, pa pač nasploh potem cela družina, ker je vedno potem se pri nas doma uporabljala množina, nikoli ni bila ednina, vedno je bilo, mi bomo zmogli, mi bomo šli skozi to, pač res je bilo, da smo tako skupaj bili v tem, pa smo skupaj zagrabili to, da bomo zmagali skupaj, na tak način, no. Okay. Večkrat si že govorila, da si v tistem trenutku bila najstnica, ki je razmišljala o vsem drugem. Hitro si bila soočena s to veliko borbo. Kak je okolica sprejemala vse skupaj, ker pač želim, da v tem pogovoru nekako damo ljudem vedeti, da pač tisti, ki zbolijo, potrebujejo nekoga ob sebi, ne? Ja, saj malo je doben, ki se še, mislim, ko vsako se prvič sooči s tem, ne ve ravno, kako bi pristopil, ne, si ti, mislim, kako bi ti pristopil, ne, mislim, tudi ne bi vedel verjetno, ne, kaj točno bi. Tako da, kar se tiče pristopa, je pač vedno samo to, da vprašaš, kak si, pač se smo normalni ljudje, samo z neko dodatno življenjsko izkušnjo, ne. Se pa je okolica mojih prijateljev oziroma znancev, bomo rekli temu, ker to niso zdaj ravno prijatelji, so se kar porazgubili, no. Ostalo jih je res malo število, tistih pravih prijateljev, ki so še danes ob meni. Ostali pa se pač porazgubijo, malo so se ugreznili nekam. Pač se prvo je bilo rečeno, češ, tu bomo za tebe, karkoli boš rabila, pa jih pač kar naenkrat ni. Ljudje zginejo, ne. Kaj ti svetuješ zdaj tistim, ki imajo v družini koga, ki se sooči s to diagnozo, kaj naj naredijo, razen tega, da vprašajo, kako si? Samo to, da pač so kamen takrat, ko tista oseba ne more biti dovolj trdna. Samo to, pač, da si res, da jim stojiš ob strani, no, skozi vse, pač, karkoli lahko pomagaš, da pač pomagaš. Ti si imela ob sebi mamo in brata in pač nekatere zveste prijatelje. Brat si je pobril glavo, ko si ti nekaj časa nisi bila všeč z kratkimi lasmi oziroma brez las. Pol ti je pa postalo všeč celo, ne? Mislim, ja, postalo mi je prav, počutila sem se bolj samozavestno zaradi tega definitivno, pa še bolj sva si bila podobna z bratom, kot sva si zdaj. Kaj pa mamina podpora? Mami pa je itak bila 24 ur na dan z mano, tako da mislim, da je to bilo več kot dovoljno, da je res karkoli sem rabila, skozi je bila ob meni, pač vse mi je nudila cel čas
je itak bila na bolniški tudi, ker sem še bila mladoletna in si jo je lahko vzela. Tako da je bila res 24 ur, čez 24 ur je bila na dan je bila z mano, no. Brat pa potem pač koliko je lahko bil oziroma v bolnici glih ni bil z mano, zato ker sem bila v Ljubljani in je bilo malo težje dostopno, ampak ko pa je prišel, pa je pa basal poln avto od mojih prijateljev, pa so vsi skupaj prišli v Ljubljano k meni na obisk, tako da sta res ogromno naredila za to. Koliko stvari si mogla premagati? Imaš moče kako statistiko v glavi, koliko dni je bilo od dneva, ko si izvedela za diagnozo, do tega, ko si začutila, ok, zdaj je večji del tega bremena za mano? Približno 1 leto, tak nekje je bilo. Izvedela sem za diagnozo aprila 2018, potem aprila 2019 pa sem še bila sem se postavila kar na noge že, no. Imela sem kemoterapije 6 mesecev, potem pa sem imela 6 obsevanj, pa še transplantacijo kostnega mozga, potem pa še malo okrevanja, da sem prišla k sebi normalno. Da sem prišla nazaj na Štajerski luft, ne. Po transplantaciji si sprejela aplavz, če sem jaz prav? Ja, to je bilo pa nekaj najlepšega, ker v bistvu si ti med transplantacijo, si v transplantacijski sobi, kjer si sam v sobi, pač jaz sem lahko imela mami zraven, ampak nisem smela imeti obiskov, jaz pač nisem brata recimo videla mesec pa pol, dobenega nisem videla v bistvu mesec pa pol razen mami. In potem se iz transplantacijske sobe v tem mesecu pa pol se potem prestaviš na oddelek in ko vstopiš na oddelek, so v bistvu vsi stali v vrsti, vsi zdravstveni delavci, vsi otroci, ki so bili takrat na oddelku, so se postavili v eni sobi in mi ploskali, to bilo nekaj najlepšega, no. Bilo pa je še lepše potem, ko je pač prišel brat na obisk, ne. Tisto pa so bile solze. Lepo. Kdaj si se ti odločila, razen tega, da si v bistvu že takrat med boleznijo začela objavljati in pisati o tem, kdaj si se odločila, da boš o tem javno govorila? V bistvu na povabilo gospoda Pahorja. Povabil nas je na Vilo Rožnik, če se ne motim. Takrat je bil moj prvi govor in pomagala mi ga je sestaviti Valerija Čarman, ki je ena izmed ustanoviteljic našega inštituta. In ona je vedela vse o moji zgodbi in smo skupaj sestavljali taki govor, da ga jaz niti sama doma nisem mogla do konca prebrati. Kaj šele ga govoriti, ampak vseeno sem se opogumila in začela govoriti in sem se totalno razjokala pred vsemi. Totalno nisem ga mogla nadaljevati, sem se mogla obrniti stran, pa se zjokati, pa potem se skupaj pobrati, pa povedati do konca. Spomnim, da še takrat gospod Pahor se mu je vlilo par solzic, no. Takrat se je začela tudi ta zgodba s gospodom Pahorjem. Ok, ampak se čutiš poklicano, da govoriš o tem? Ja, mislim, nekaj v tej smeri, da želim delati, definitivno. Čim več ozaveščanja, iti še dlje izven mej Slovenije, no, v bistvu. Da se res naredi neka skupnost, neki community, da se govori več o tem, da dobimo več pomoči na različne načine, no. Ja, definitivno. Ti si se z rakom v družini večkrat soočila? Ja, res je. Kakšna je razlika med tistim prvim, ko si izgubila očeta, in tisto drugo situacijo, ko je mama premagala raka? Ja, v bistvu je tako ekstremno drastična razlika, že zaradi tega, ker sem bila stara pri atiju 9 let, pri mami v bistvu 18, ne. Atija se tako imam res v dobrem spominu, nisem takrat vedela sploh, da mislim, da bo šlo tako daleč, ampak potem v enem momentu, ko smo vedeli, da pač več ni pomoči, smo res največ od vseh dnevov smo poskušali največ ven zvleči, no. Pač občutek neke nemoči, se kot otrok si ne znaš predstavljati, no, vse se je tako ful hitro razvijalo naprej, da nisem niti mogla dojeti, da sem po moje šele v svojem malo bolj odraslem življenju ugotovila, kaj je dejansko sploh bilo. No, še
zdaj predelujem neke stvari, recimo. Ja. Potem pa pri sebi ne čutiš več te nemoči, ker si vseeno ti v tem, ne, in vseeno ti samo ti veš, kako se ti dejansko res počutiš in kako ti dejansko je, kaj imaš ti v glavi. Pri mami pa je spet ta ekstremno občutek nemoči, ko pač ne moreš nič narediti. In to prav taka jeza te obda, ker ne moreš nič, lahko ji samo stojiš ob strani. Pa še to ne veš na kak točen način, ker je moja mami ful taka, da mislim, prosi za pomoč, če jo rabi, ampak je tudi tak, ne, saj bom sama, ne. Ful je taka močna ženska, ne, in je pol že bilo toliko težje, no. Ne znam si pa pol po drugi strani predstavljati svojega brata, ki je pač imel 3 take zgodbe okoli sebe in je v vseh 3 situacijah bil najbolj nemočen. To je pa pač, tega pa si pol res ne znam predstavljati, no. Se mi zdi, da je ponavadi težje ljudem okoli tebe, kot pa dejansko tistemu, ki gre skozi to, no. Če se... Si se kdaj spraševala, zakaj se to dogaja ravno v vaši familiji? Ja, sem se, ja. Veš da, logično se za vsako tako stvar sprašuješ. Ampak vseeno sem še mnenja, da se nekako vedno vse zgodi z razlogom, pa da vsaj ko prej najdeš neki razlog, ne. Tak je moja zgodba, pač moja bolezen, recimo vsa inštitut je to postala iz dna, ko sem bila na dnu svojega življenja, sem v bistvu je zdaj postal vrh mojega življenja, ne. To se je postala moja služba, moje poslanstvo. Tako da vse je nekako z nekim razlogom, vedno je nekaj zadaj. Je tudi zaradi bolezni si se z vizažistiko začela ukvarjati, da ji malo pojasni, zakaj, kako. Zdaj, če rabiš kdaj, da te malo olepšam, veš mi? Mislim, da jaz rabo kar nekaj teh primerov seans, oziroma kako pač, mislim, dosti materijala bi porabila za mene. Ne, ampak ja, povej, zakaj, mislim, govorila si že o tem, da si vsakič šla zrihtana zdravniku. To pa vedno. Vedno mi je bila finta iti zrihtana, ker sem si mislila, zdaj pa, če sem že brez las, pa če sem tako shujšala, pa to pa sem te vsaj oblekla, pa si naredila make-up, tako kot se zagre, pa bom šla, ker sem se bolj samozavestno tudi na tak način počutila, ne. Začelo pa se je tako, da sem zgubila potem obrvi pa trepalnice, ker to sem imela skozi celo zdravljenje, pa sem imela obsevanja, pa mi je čisto vse odpadlo. In sem si mogla začeti risati obrvi tam, kjer bi naj bile, pa lepiti umetne trepalnice tam, kjer bi naj bile trepalnice. Tako se je začela, pa sem začela malo eksperimentirati, pa malo z barvami, pa malo tisto, pa malo ono, pa tutoriali na YouTubeu, pa tak. Pa sem ugotovila, da sem dejansko ful dobra v tem, mislim, da meni to ful gre. In sem potem pač res prvo sama začela ustvarjati, ker sem že od malega ustvarjala, ker imamo neko to umetniško žilico v družini, se mi zdi, ampak vsak na čisto drugem področju. In sem že z mami od malega skozi nekaj izdelovala, skozi smo nekaj risale, vsako leto velikonočne voščilnice, pa za novoletne voščilnice, pa take stvari. Skozi ustvarjanje kostumov za pust, pa tak. Pa sem se v make-upu res ful našla. In sem se potem odločila, da grem na faks, na višjo kozmetično šolo v Ljubljano. Tam pa še je bilo bolj, tam pa še je bil večji boom. Ni bil več samo make-up, ampak cela kozmetika, jaz bi to vse. Od nege obraza do masaž, do vsega, vse samo pedikure, ne. Jaz bi to vse in potem pa sem dokončala, poleg študija še začela delati nacionalno poklicno kvalifikacijo pri Mateji Naberšnik. In me ona še več naučila in specialni efekti, pa sem se našla v poslikavah obraza in specialnih efektih, odpiranje ran, da si na pol gor vtrgan. Sem videl zdaj minuli vikend za Halloween, kakšna sta bila s partnerjem, s fantom. Svaka čast, ne. Hvala. Da tudi to, če rabiš kdaj, ne. Mateja je mimogrede že bila v tem studiu, v enem drugem podcastu, Svečilnica, tako da tisti, ki bi radi Matejo spoznali, vabljeni v poslušanju tistega pogovora. Res je faca in tudi nasmejana, tako kot ti. Ampak zdaj, pogosto so nihanja pri ljudeh, ki so dobre volje, se radi zabavajo, kak je bilo s tabo
v času bolezni, koliko si imela teh nihanj, si imela kdaj težave? Ja, sem imela največje. Jaz sem bila med zdravljenjem ful malo sama. Skozi je bil nekdo z mano, ker je pač nekako mogel biti, ne. Jaz sem bila sama, ne vem, ko je mami šla v trgovino po kruh, ali pa, ne vem, ko je mogla psa ven peljati, ali pa nekaj. V tistih momentih sem bila sama, ampak to je bilo največ 15 minut. Je pa bilo tudi, ker je moja mama bila cel čas z mano, je tudi spala v bolnici in je potem, ne vem, enkrat na teden pa mogla iti malo domov se naspat, pa si oprati stvari, pa tak, ne. In takrat, ko je šla ona domov, je šla, ne vem, pač proti večeru in je pol ni bilo, recimo do popoldneva v naslednjem dnevu. Takrat pa sem imela celo noč in še celo dopoldne, da razmišljam o tem. Takrat pa je bilo tisto najhujše, ko sem se mogla sama sabo v bistvu, sama sebe pomiriti, pa se soočiti s tem, da kaj vse me čaka, pa zakaj sem tu. Pač prihajajo ti naprej te misli, ne, saj vsakemu človeku, ko je sam s sabo, dobiš neke črne misli, ne. Ja, tudi če nima Če- diagnoze, Ja, kot ne. si jo imela ti. Tako da takrat so bili neki taki momenti, je pa bilo ful malo že zaradi tega, ker sem pač imela nekoga skozi zraven, istočasno pa ful malo zaradi tega, ker sem si nekako, sem bila mnenja, pa še zdaj sem, da je res dosti v glavi, ne, res dosti. Ne bom rekla zdaj, da je čisto vse, ampak dosti. In jaz sem se v glavi odločila, da bom zdrava, da bom ozdravela, da bom jaz enkrat pa spet okej. In se mi zdi, da če ne bi imela te mentalitete, je velika možnost, da ne bi bila tukaj, sem danes, no. Tak se mi zdi. Ne. Ja, kolikor sem poslušal, tudi vedno praviš, da imaš še kanček strahu, da bi se lahko stvar Ja. ponovila. Ja. Na koliko časa preverjaš svoje zdravstveno stanje, kako to poteka in Čez celo leto v bistvu. Itak me vodijo onkologi, oziroma onkologinja, zdaj na Onkološkem inštitutu. Imam čez celo leto nevrologe, kardiologe, hematologe, onkologe. Ni, da ni, v glavnem, skozi sem pod spektrom, karkoli je narobe. Pa tudi zdravnico imam svojo osebno, tako v redu, da karkoli je me, ker pod nujno pošilja, vse posod, pač čisto za vsak slučajno. Tudi zdaj nazadnje sem imela recimo res veliki strah, ker so me spet začeli boleti kolki, ker se je pri meni začela bolezen, tak. Z bolečinami v kolkih, pa ful sem bila utrujena, pa skozi sem bila bolana. In sem zdaj tudi še med preiskavami v bistvu, ampak ni nič hujšega, verjetno je samo neka začetek osteoporoze, oziroma obraba s kolkov. Ne, da mislim, tam čez par let mogla iti na menjavo. Hecam se. Veš kaj, ne morem vedeti. Hecam se. Ja, potrkali bomo policijo. Ja, tako, Veš, da je tako. vse okej, je vse Ja, okej. vse je okej, ampak še malo čakam, da se 100% zasihram, Ja. ampak Ampak v bistvu, glede na izkušnjo, moraš ves čas malo moram. dvoma Ja. imeti, ne. Je pa to zdaj po 7 letih, je to trenutno bil res največji strah. Nisem še takega straha v 7 letih čutila, kot sem ga zdaj, recimo. Kakšne plane imate z inštitutom, kakšne akcije, kaj počnete, malo razloži. Zdaj so na prvem mestu itak ozaveščanje, tako kot si že povedal. Potem pa je naš največji projekt je Katrin sklad, takoj za njim pa je sodelovanje z Little Princess Trust. Katrin sklad je v bistvu štipendijski sklad otrok z rakom. Trenutno imamo 44 štipendistov, Wow. ki vsak mesec dobivajo štipendije. To so vsi, osnovna šola, srednja šola, faks. Vsi, pač vrednosti se malo razlikujejo. Tako da je v bistvu to naš največji projekt, ja. Nastal je pa na tak način, da je gospod Borut Pahor daroval svojo katrco, ne. Ja, se spomnim tega. Ja. Si videl, si spremljal? Ja, pač to je bila nenormalno velika akcija, v Ja. kateri je v bistvu cela Slovenija Ja. sodelovala. Ja. Kako si ti to vse spremljala? Mislim, da takrat je bil še predsednik ali že več? Da, takrat več mislim, da Ja, ni bil ampak predsednik. vseeno, lahko rečemo predsednik Ja, Slovenije v bistvu prepozna tvoje delo, ja, tvoje gibanje za vredostojno, za neko gibanje, ki lahko pomaga več ljudem ja. in da skupaj stopi cela Slovenija. Kak si se to doživljala ti? Mislim, jaz sploh meni je bilo vsega tako
tako naenkrat je bil taki boom, vsi so to vedeli, kdo smo. Te vem, vse pa tudi v Mariboru, ko sem šla kam, sem bil tak, tu pa tam sem me kdo prepoznal, pa tak, ja, od Pahora, Katrca, veš, tak, ne, pa smo, kako te zdaj ti to veš, pač. Res je bil taki boom je bil, da nisem sploh folgala razmišljati med tem, samo delali smo takrat ful na tem tudi mi, ne, da je šlo čim dlje, še dlje, kot pa je sicer šlo. Je bilo res je bilo vse posod, naenkrat je bilo vse posod. In potem so prišli tudi v zgodbo bratje Frater, ki so kupili Katrco in smisla, okej, pač valjda, z njimi so dali pa oni še v drugi krog dajo Katrco. In pol je pa še bil še večji boom. In naenkrat več nisem imela kaj za obleči, ker je bilo toliko nekih dogodkov, ne. To je problem. To je bil problem, ne. Zdravila celo novo garderobo. Ampak ja, pa so oni prišli v zgodbo in oni pa so čisto na drugačen način izpeljali vse skupaj, ker so potem lahko darovali vsi, pa se je potem žrebalo, kdo dobi Katrco. Teda je bil to res, tudi z njimi smo še zdaj v ful dobrem kontaktu, no. Tudi oni so krivi za ta Katrin sklad, definitivno isto kot pa gospod Pahor. Super, si se peljala tisto Katro? Ne, nisem se. Okay. Nisem se, čeprav sem prosila gospoda Pahorja, naj mi pelje. Ampak je bila ravno tako razstavljena tam, da me ni mogel peljati. Ajde. Druga zadeva pa je, torej, Little Princess, ja. To pa je v bistvu v Londonu. Ja, lasje, ja, sem lasulje. vedel, samo nisem hotel butniti, da ne je bilo Da narobe. veš, ko ti bojo zrasti lasje, da se vystrižeš in lahko da. Tu ob strani že imam sile, tako da, ne, pa se tudi... Vse to se da pobarvati. Okay. Ti si nosila lasuljo? Ja, sem. Izključno se mi zdi, da ne zaradi sebe, ampak zaradi drugih. Samo zaradi tega, da se ne bi ljudje toliko osredotočali na to, zakaj sem brez las, ampak da bi se osredotočali na to, kaj imam znotraj sebe. Tako da potem, ko sem prišla nazaj v šolo, v 4. letniku, sem pač si vzela lasuljo zaradi tega, ker ni cela šola vedela za to in niti nisem mi dala na vsakem koraku razlagati o tem, ker sem že tako dolgo bila v tem in sem hotela tudi malo v enem momentu pozabiti na vse to skupaj. Istočasno sem javno govorila o tem, ampak vseeno. Verjetno je boljše, da se samo odločiš, kdaj boš govoril, ker jaz sem tebi tudi napisal, da če nočeš, oziroma ker pač to večkrat nastopaš, je to meni čisto okej, ampak... Ja, vse sem imela težavo, ne, mislim, ker pol na eni točki sem toliko govorila o tem, da sem premlevala vse, da sem dobivala res grozne flashbacke in sem na enem mestu bila tako, zdaj pa stop, zdaj pa dajte malo še drugi, ne, istočasno so vsi drugi tudi govorili o tem, ne, in nam je na eni točki bilo preveč, ampak na žalost pridejo generacijami še za nami in pač tudi zdaj recimo potiskamo od generacije naprej, da ostali otroci govorijo o tem, ne, da ne rabimo toliko starejši več govoriti, ker meni se zdi, da sem že svoje povedala, ne. Pri 23-ih, ne. O tem definitivno svoje še povedala, ne. Hvala, da govoriš o tem. Ja, z veseljem, pač še vedno odprto govorim o tem z veseljem, ampak če bi pa to bilo zdaj vsaki drugi teden, pa bi mi tudi bilo po mojem malo preveč, ja. Verjetno je fajn, da greš življenjem naprej, ja. In da v bistvu ni preveč tega premljevanja, ki si ga omenila. Omenila smo lasulje oziroma darovanje las. Ja. V Mariboru in okolici je par frizerjev, ki sodelujejo v tej akciji. Večero smo pred meseci pisali o tem, članek je napisala Jana Juvan, če boste googlali zdaj to, kam lahko greste, ko vam lasje zrastejo, dokot, te malo pojasniti, kakšni so pogoji. V bistvu lasje morajo biti dolgi 30-40 centimetrov, oziroma zdaj je v bistvu standard postal kar 40, no. Ne smejo biti barvani, pač morajo biti naravni lasje, zdravi. Pa se v bistvu pač v čop mislim, če je več las, se jih da v več čopov, zgoraj pa spodaj, pa se potem pač nad gumico odreže spodaj, pa se da v kuverto, pa se pošlje. Mislim, najboljše je, da se pošlje naši Brigiti Smrekar, to se najde tudi na naši spletni strani, imamo podatke, če pa kdo ne ve, pa lahko napiše info@goldribbon.si. Pa nas vpraša karkoli, ali pa nam napiše na Facebook ali pa Instagram, pa bomo pomagali pri tem, ampak naša Brigita
zbira te lase, ker jih potem v večjih količinah pošlje v London, ker oni potem iz teh las izdelajo lasulje. Torej, lasulje se izdela, ne Iz pove se, naravnih. ne pove se, kam grejo, ampak vseeno, če Ja. je po njih potreba v Sloveniji, se jih dobi. Tako je. Mislim, če se ne motim, da je do 23. leta je vsak lahko dobi zastonj lasuljo od njih. Tako da pač se res plača. Če nekdo želi imeti, pač zakaj pa ne. Ti si rekla, da si jo uporabljala, ko si se vračala v šolo. Ja. Kako ti je šlo to vračanje je bila to ponovna socializacija za tebe? Ja, pač jaz med zdravljenjem res nisem smela itak nikamor hoditi. Videla sem pač svojo družino pa najbližje prijatelje, ostale neke širše javnosti nisem videla, oziroma znancev svojih tu v Mariboru recimo. Nisem videla, ker nisem smela nikamor iti, tudi v Europark recimo nisem smela iti v eno Preveč trgovino. ljudi, preveč možnosti, da bi se porušil imunski sistem. Ja, ker sem itak imela imunski sistem zelo slab in pač sem bila malo bolj nagnjena k temu, da bi lahko bila bolana tudi od mojih, ko je kdaj kdo zakašal ali pa zakihal, pač ni šans. Spomnim, da je mami tudi včasih z masko hodila doma, recimo. Kaj se pa tiče, potem vklapljala nazaj, v šolo je bilo, mislim, obupno, pač. Res to v Mariboru, jaz ne vem. Bolj sem se mislim, mogoče bi bilo boljše, če bi bila v Ljubljani, v šoli. Se mi zdi, da so ljudje tako malo bolj tutti frutti, kot v Mariboru. So malo bolj v Ljubljani odprti ljudje, se mi zdi, kot pa tukaj. Sploh v srednjih šolah. To še zdaj opažam, ko včasih gostujemo na kakih srednjih šolah, ker tudi to delamo v inštitutu. Je to? In ko smo gostovali recimo na gimnaziji, eni v Ljubljani, pa se ne bom spomnila točno na kateri, ali pa tu na zdravstveni, je, kar se tiče dijakov, so kar tak tu ful zadržani, pa ne vejo, kaj točno bi rekli, pa kako točno bi prišli do tebe, pa to v Ljubljani pa so kar bili tak odprti recimo, pa so hodili na nas, pa to, tako da se mi tu že zdi neka razlika, no. Pri meni, ko pa sem prišla nazaj, pa so v bistvu bili, prvo so itak bili komentarji nasploh že v mojem kraju, da sem si izmislila, da sem bolana. Ja, to je bilo prvo, da sem si izmislila. Dobro, ne? Pa sem prišla nazaj v srednjo šolo, pa so bili pa komentarji, ker sem bila takrat otrok s posebnimi potrebami in sem imela odločbo, da sem si lahko pač spraševanja dala točno določene datume, teste sem dlje pisala, tak. Ampak ti si 1 leto procesa v bistvu delala nadaljavo, da si preko bolnice, ja. Ček kdo pol vseeno. Ampak da ne, zdaj te branim tu nočem. Ne, sej, ampak se strinjam s tem, pač, ne. Pač to, da se celi čas izgovarjam na svojo odločbo, da se izgovarjam skozi na svojo bolezen, da se delam Bogu, pač vsem je šlo ful v nos to, da sem jaz imela neke privilegije, če se lahko temu tako reče, ne. Pa tudi učiteljica geografije recimo na moji srednji šoli je sama šla skozi to in ona me je najbolj razumela od vseh profesorjev in ona pač mi tudi dostikrat, ni mi pogledala skozi prste, isto me je ocenjevala, tako kot vse ostale, samo pač je bila 100-krat bolj razumljiva, kot pa mogoče nekdo, kaki drugi profesor, ne. In mojim sošolcem je to šlo res tako zelo v nos, tudi istočasno se noben ni hotel z mano družiti, ker sem imela občutek na prvem mestu, kot da ne vejo, kako naj pristopijo, na drugem mestu pa kot da sploh niso hoteli, čisto tak. Tudi, ko sem 3. letnik delala preko bolnice, sem v bistvu rabila neke zapiske, nekoga, da mi malo pove, pa sem pisala v skupino, če mi lahko kdo pomaga, pa ni bilo žive duše. Ne, mislim, takrat moj ful dober prijatelj je bil moj sošolec, ampak on pa ni si delal zapiskov, oziroma če si je kracal tak, da pač še sam ni znal prebrati, kaj je napisal, in mi njegovi zapiski niso nič pomagali, ne. Teda potem mi je ena sošolka tu pa tam nekaj poslala, ampak res sem se počutila ful izobčena, no. Potem v 4. letniku se nam je pridružila ena, ki je bila v bistvu tudi kot en izobčenec in smo se midve takrat začele ful družiti, jaz sem še danes hvaležna za njo, ker drugače iskreno ne vem, s kom bi se družila v 4. letniku, bi verjetno bila kar sama dosti, no.
Si zdaj kaj jezna na vrstnike takrat, ker vseeno to še niso izdelane osebe Ja, in ne, zdaj ja. soditi njihovo početje. Mogoče bi mogel biti vseeno nekdo med njimi, jih povesti. Ja, se to. Zdaj mogoče pravi trenutek, pa ti mu biš potem povedala, kak je, ko z nekom, ko ti kdo pove, jaz sem nekaj doživljal podobnega, jaz zagotovo nisem doživel nič podobnega kot ti. Smo pa imeli pač primer raka in kasneje smrti zaradi raka v družini, kjer je pač moja sestra, zdravstvena delavka, vsakemu članu v družini povedala, kakšne so njegove naloge, ker če jaz tega ne imel, bi se izoliral in ne bi sploh pač verjetno imel stika s tem, ker ne bi vedel, kaj naj naredim. Ja, se je ravno to. Mislim, saj v tvojem primeru, če gledamo, bi mogoče drugače reagirali, če bi takrat bil nekdo v razredu, bila profesorica, bil nekdo, ki bi rekel, Korina je dala skozi to pa to, rabila bo, ne vem, 2 meseca, da ujame ritem. Daj te ji pomaga, ne. Mislim, se tako kot v tvojem primeru, če te nekdo vodi, pa ti nekdo malo mogoče pove, vala ti je laže. Mislim, jaz zdaj na pamet govorim, ampak če jaz ne bi imela te izkušnje, jaz verjetno tudi ne bi znala do njegovega pristopiti, pač ne bi vedela. Jaz zdaj, ko čujem neke življenjske zgodbe, ko so čisto drugačne od moje, pa so recimo ful hude, tudi ne znam pristopiti do človeka. Mislim, vseeno sem tako pač nekako probaš, ampak nikoli ne veš, kaj je zdaj točno prav, da vprašaš, pa kaj ne. Ampak začel sem v bistvu to vprašanje s tem, ali si jezna na... ali zameriš tiste trenutke, ali razumeš v bistvu? Takrat sem bila v bistvu malo jezna, zafrustrirana, pa kaj sem zdaj s njim naredila, razumeš, da so oni zdaj taki do mene. Zakaj sem se... Če sem ista Korina, pa to sem jaz s njim celi cajt govorila, jaz sem isti človek, samo da sem pač s neko dodatno življenjsko izkušnjo. Pač da mi povej, za katerega fanta se sekiraš, zakaj ti ni odpisal. Daj povej mi, veš, take stvari, še vedno sem tu, se jaz zdaj iste stvari doživljam, isto sem bila takrat nazaj, kam bom šla ven, isto sem se mogla socializirati na tak način nazaj, daj mi povej, ampak pač takrat me je to res mučilo in pač mi je postala šola muka, jaz nisem hotela v šolo hoditi. Itak sem imela s koncentracijo ful težave in sem dostikrat tudi pač šla od pouka in sem lahko šla zaradi odločbe, ne. Ampak potem sem tudi malo začela izgovore iskati, zakaj ne bi bila jaz v šoli, ne. Mislim, nikoli nisem špricala, vedno je mama vedela, da sem šla iz šole, pa profesori so vedeli pa vse. Ampak sem uporabila kot izgovor, da ne vem, ne morem več biti skoncentrirana. V bistvu pa mi je šlo to, da sem se počutila tako grozno, smisla, da me vsi obsojajo cel čas. Zdaj pa, ko gledam za nazaj, pa pač iskreno, imam nekaj zamere do čisto vseh v svojem razredu. Mislim, če srečam nekoga na ulici, težko rečem zdravo, čisto iskreno, res. Sploh za tiste, ki so bili glavni pri tem, da so imeli neke predsodke. Spomnim enega sošolca, njega recimo ne pozdravljam, sploh pa ga dostikrat vidim, ga ne pozdravim. Cool, da si tako iskrena in se pogovarjaš tudi z otroci zdaj kdaj o tem, imajo podobne izkušnje, ti, ki so... Ja, ful so deljene izkušnje. Mislim, po eni strani, hvala Bogu, da vsi otroci tega doživljajo. Eni recimo imajo, mislim, največ je slabih izkušenj v bistvu v osnovnih šolah, ne. V srednji šoli je potem malo boljše. Koliko sem se pogovarjala s puncami, pa koliko mi otroci povejo, recimo v srednjih šolah so ful bolj odprti, vem, da enima dvema puncama eni so neke zapestnice izdelovali celi čas, pa so ji prišli na obisk v bolnico, celi razred, recimo, pa to sploh ni dovoljeno, ampak so šli vsi, pa so se menjavali, recimo po 5 so hodili, ne. Pol ena tudi so ji vse pomagali, skozi zapiske, ker sami od sebe pošiljali, res so jo ful lepo sprejeli, so ji welcome back party naredili, pa tako, recimo na tak način tudi, ko gre preko meji, mislim, ko si tako, wow, ne. Imaš pa bolj tiste, ko je ena, pač naša ta mala je imela zaradi raka tako
luknjico, oziroma tako prazgotino tu, ko je pač izgledala kot luknjica, no. In ja, kaj pa imaš to, in so ji recimo s prstom hoteli pač štorat po tej luknji in na tak način, kaj ti še nisi umrla, zakaj še nisi umrla, pa to govorimo o 6. razredu osnovne šole, ne. Tako da je to tudi iz tega potem vlečemo tudi to v inštitutu, da probavamo čim več z vrstniki govoriti, zato ker s starejšimi pač, tako kot jaz zdaj tebi govorim, malo bolj razumeš, ker si že dal v življenju nekaj skozi, da pač malo razumeš neke take stvari, ne. V osnovnih šolah pa moraš jim povedati, da se to ne sme, da se to ne dela, da je to tak pa tak, ne. Zato tudi spodbujamo ta male, da govorijo iz svojih čustev čim več o tem z vsemi, ne. Super, in starši teh otrok in Ja. starši tistih otrok, ki so buliji, Ja. ne, so lahko hvaležni za to, kar vi počnete. Mogoče še o tem, govorila si v preteklosti o tem, da si se bala na začetku bolezni, da boš zamudila marsikaj. Si kaj nadomestila, O ja. oziroma kak je to potem dalje pač živeti z tem spoznanjem, da si že nekaj doživela, tudi odrasla v tistem času, pa da si mogoče takrat bila za kaj prikrajšana. Ja, v bistvu je tako, da si ti med zdravljenjem osredotočen samo na to, da boš zdrav, ne. Ja, seveda. Pol pa pol pa si pač zdrav, čeprav ti tega nikoli ne direktno povejo, ampak zdaj pa si okej, zdaj pa lahko greš nazaj v šolo, pa lahko se zdaj socializiraš, pa to pa si tak, kam zdaj? Veš, okej, s kom zdaj, kam zdaj? Pač ne znaš se orientirati, malo pozabiš, kako je bilo življenje pred tem, ker si tako malo potunkan, samo idi, ne. Ja. In mislim, da je bilo meni to bolj grozno, ker jaz nisem vedela, zakaj ne sama s sabo, ker sem hotela vse stvari, pa istočasno nič, pa tudi nisem imela za toliko energije za vse naenkrat. Ampak potem pač postopoma se začneš malo nazaj vpeljevati tudi v družbo, pa vse si nadoknadila, vse noči mladosti in No, tako. to me Brez zanima. skrbi. Imam tudi fanta takega, ki je tako fest družaben, da Super. Čakaj, kaj si misliš o sloganu YOLO? dobro vprašanje. Ja, ne. Ja, pa ja, vse se kar poistovetim z njim, ja. Pa ja, pač, ja, res enkrat živiš, no. Treba je vse probati, treba je pač živeti vsak dan, kot da je tvoj zadnji, če se prav tako sladno sliši to meni, ampak je dansko res nikoli ne veš, kaj te čaka naslednji dan. Si kdaj pomislila, da je nek dan zadnji? Ja, večkrat, ja. Najbolj, mislim, najhujši momenti so bili takrat v transplantaciji, ker nisem nič jedla več, sem bila čisto brezemno samo na umetni hrani, afteparazite sem imela po ustih, sluznica se mi je obnavljala in sem kašljala delčke krvave sluznice, recimo, kri mi je tekla iz vsepovsod, pač iz nosa, kašljala sem vse, razpokane žilice sem imela po očeh, takrat je bil tisti res rock bottom vsega in takrat sem mislila, end this sorrow, prav tako sem bila, naj bo že konec, včasih sem bila prav tako, ne morem več. Ja, Kaj si rekla, rock bottom? ja, res čisto dno od dna sem bila takrat. Ampak zdaj je okej. Vedno je ampak. Ne, super, da si šla čez to. Hotel sem še vprašati eno tudi tako klasično vprašanje, ne več YOLO, no. Ampak, kaj naj ljudje ne vprašajo, ko si bolan? Veš, mislim, raka je veliko v Sloveniji, Ja. oziroma veliko. Ja, mislim, da 17,000 primerov na leto v Sloveniji, ne. In verjetno se vsak od nas v nekem trenutku sooči s tem, da ima koga v družini, prijateljev, Ja. sodelavcev, karkoli, ne. Mes smo že govorila, kaj naj naredijo, da samo Ja. vprašajo nekaj, ampak kaj pa naj ne vprašajo?
To pa je zdaj prvo vprašanje, na katerega nimam odgovora. Res? Res ne. Okay. Si mi pustil brez besed. Po moje, karkoli je boljše, kot pa nič. Se mi zdi, da ni neke napačne stvari, razen pač, da si nesramen, ne? Kar itak nisi. Ampak karkoli, res karkoli. Dobro. Karkoli, samo magari, da sediš s to osebo, pa si tiho. Je boljše, kot pa nič. V Krvopetkovih fejmičih, ne? Ja. Papič in Bergant sta Ja. gostila šefa Onkomala. On je pa rekel, da ga je zmotilo, ko so mu govorili, čuj, veš kaj, jaz poznam enega, ti je imel to pa to. In, to pa zdaj niti ampak nisem pomislila. Vse je šlo, on je to zgural, ne? Ja. Ti pa se takrat verjetno ne počutiš najboljše, najbolj močnega. Res je, ja. Meni je mogoče šlo na živce to, ko so mi začeli z dietami. To je, če ti raka ne hraniš, ne raste, ne. Veš, to te finte. In dieta sokov, jaz pa sem imela 36 kil, pa še za dieto imam z sokovi. Take to te teorije neke, kako bom jaz, kaj naj jaz zdaj vse naredim, da bom premagala. Se vem, da ni bilo nič slabega mišljenega, ampak v smislu nekega pametovanja. Ja, o alternativah, o takšnih in drugačnih načinih si ves čas ti verjela, da pač, mislim, si ves čas zaupala javnemu zdravstvu? Ja, pač mislim... Se kot 16-letnica. Ja, pač bila sem tak, ne vem, mislim, ne, pač bom jim že te zaupala, mislim, nisem vedela, kaj bi drugega. Drugače sem hotela iti k nekemu bioenergetiku, zato za te stvari, da jaz sem, recimo, ne da bi me popolnoma lahko samo s tem pozdravil, ampak pač poleg kemoterapije, pač poleg osnovnega zdravljenja, še pač neke take stvari zraven, ampak se potem nekako ni išlo, ampak mislim, verjamem v te neke stvari, ampak na živce pa mi je šlo, ko mi je nekdo pametoval, pa da naj sploh ne grem na kemoterapije, recimo, to tam je bila najbolj sezula, da naj ne grem na kemoterapije sploh. To recimo ne reči. Okay. Kako naj ljudje pomagajo inštitutu, zato da ne bomo predolgi in da te ne gnjavimo preveč? Jaz bi še lahko to 1 uro sedela. Spus se fajn pogovarjati s tabo. Hvala enako. Hvala. Pomagate v bistvu lahko tak, da delijo naše objave, da gre glas čim dlje, da pride na kak naš dogodek, da si pripne zlato pentljico, kar se pa tiče finančne pomoči, pa zbiramo donacije za Katrin sklad ves čas. Vse podatke imamo in na spletni strani, kot na Instagramu, na Facebooku, kjerkoli, da nas lahko tudi kontaktirajo, no. Smo vedno odprti za donatorje, ali za karkoli drugega. Tudi včasih rabimo kakšne prostovoljce na določenih dogodkih, tako da tudi zato se lahko prijavijo, no. Ali pa darujejo lase, če ima kdo predolge lase. To, na tak način. Super. Hvala, Korina. Tokrat večer za vikend ni imel na začetku predstavitve, ker predstavitve so že bile v podcastih, kjer si gostovala in mene je že takrat sezuje, ker ko nekdo pove, da si premagala raka, da si doživela večkrat rak v družini ob smrti tetka, očeta, da je mama premagala raka, nisem želel tako začeti, ker... Mi je všeč. Ja. Da je malo drugače. Vseeno pa tudi o inštitutu Zlata pentljica in o Korini lahko na spletu najdete marsikaj, tako da vabljeni, da klikate. Korina, res hvala. Hvala tebi. To je bilo za tokrat vse. Malo drugačen večer za vikend, moramo tudi ozaveščati, ne govorimo samo o politiki, fuzbalu, aktualnih zadevah, seveda pa tudi te stvari najdete na večer.com, zdaj pa še promo program z vsebinami večera za vikend, torej večera v nedeljo in v soboto. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, izjemno analitično prilogo v soboto smo pripravili, kaj so vlade in občine v desetletjih storile za boljše sobivanje z romsko skupnostjo in zakaj nenehno utrjujemo stereotipe o slabih, kriminalnih Romih in dobrih, poštenih Slovencih. Prečesali smo ukrepe, dosedanje zakone, probleme in rešitve ter analizirali nove prijeme vlade za umiritev razmer na jugovzhodu države, bili pa tudi na terenu med Romi v Pomurju.
Slavoj Žižek o tem, kako nam je Donald Trump vzel jezik revolucije in spravil Boga v jok, pa tudi o tem, kaj se pogovarja z Robertom Golobom in kako bi vojska ustvarila lepo vzdušje. Marko Crnković je portretiral igralca in režiserja Tonija Cehuneka. Za konec pa še neanaliza fenomena 6-7. Naj povemo, da nima smisla, kot marsikaj drugega ne. Če se vam zdi ta svet kdaj preveč, zaupajte generaciji Alfa in zaupite 6-7. Vem ja, cringe. V Večeru v nedeljo pa berite, včasih je ljubezen tudi to, da odideš. Eva Boto iskreno o bolečini in občutku krivde po končani 9-letni zvezi, med katero se je celo zaročila, o skladbi, ki je pismo bivšemu, pa tudi o prihajajoči 30-tici in prijateljstvu z Niko Zorjan. Franko je na vsak način hotel v Celje zaradi Riere. Fabio Kovačević o uspehu svojega starejšega brata, najboljšega strelca konferenčne in slovenske lige, o otroški prigodi z Luko Modrićem in o tem, kako bi Franko lahko prihodnje leto zaigral tudi na svetovnem prvenstvu. Kalifornija, obljubljena dežela. Georg Moore se je potepal po ameriškem zahodu. Kalifornija je postala zvezna država šele leta 1850, ko je tam že vladala mrzlica, a ne katerakoli zlata mrzlica. Zlato je leta 1848 odkril James W. Marshall, ki je za sabo povlekel številne lovce na srečo. Kako se oblači in slači kot David Beckham, ima vse, kariero, milijone, soprogo, ki je tudi sama modna ikona in zdaj še viteški naziv Sir David Beckham. Legendarni nogometaš že 20 let navdihuje modno sceno. In še preblisk Izidorja Sevilskega, španskega teologa in cerkvenega učitelja za konec. Človeško presojanje potvarjajo 4 stvari: bojazen, pohlep, sovraštvo in ljubezen. Lep vikend želimo.